Svete rastline, rastline s spiritom, je pa tisto, na kar bo zdaj kot amazonski terapevt pozoren oziroma pozorna. Resnično zdravilno moč na tem planetu skrivajo v sebi rastline, ki se jih ne je, katerih človek ne je. Rastline, ki niso užitne, in to so svete rastline. Te v sebi nosijo ful visoko, napredno duhovno zavest, dušo, ki je sposobna skanalizirati in ustvariti najvišje oblike zdravljenja. In duša teh rastlin je tista, ki je odgovorna za izjemna zdravljenja. Ko včasih rečemo, da narava zelo močno nekoga pozdravi, mi ne govorimo o biološkem kalciju, E-vitaminu, D-vitaminu, B-vitaminu, klorofilu, ne govorimo o teh elementih, ampak govorimo o spiritu, ki je preko neke rastline ali nekega nečesa prišel ali v človeka, ali pa celo neposredno vplival na njega. Tudi najmočnejše zdravilne kode na tem planetu niso zapisane v fizičnih rastlinskih celicah, teh, ki jih mi jemo, ampak so zapisane v eteričnem spominu, ki se nahaja v celicah, ampak v osnovi govorimo o spiritu rastline. In seveda prebiva v fizični rastlini, spiriti, ti zdravilni spiriti, Amazonije, prebivajo v fizičnih rastlinah, ampak teh rastlin se ne je, niso užitne, ne konzumiramo jih. Človek ne je praproti, človek ne je hrasta, človek ne je vrbe, človek ne je trave, kaktusa, smreke, mahu. Kaj človek je? Človek je, če že je smrekove vršičke pije, a ne, če že nek sirup iz njih dela. Kaktus. Nekatere kaktuse ljudje jejo, ker imajo neke sredice, ki so užitne, ampak zelo redko. Travo, tudi človek načeloma ne je travo, ne. Kdo je travo? Travo je krava, konj. Oni jejo travo, človek pa ne, a ne. Se kdaj vprašala, zakaj imunski sistem krave, konja, predvsem konja, toliko energijsko močen? Zaradi tega, ker trava nosi v sebi enega izmed najmočnejših spiritov na planetu Zemlja in dejansko konjo je. To je razlog za izjemno mišično moč konja. To je razlog za izjemen imunski sistem krave. Zdaj, človek ni bitje, ki je travo, zaradi tega, če bi človek jedel travo, potem bi človek ne prišel čez, ker je trava za človeka nekaj, kar ni na njegovem jedilniku. Skratka, teh stvari v večini primerov tudi ne jejo niti živali, ne jejo vrb, ne jejo oreha kot drevesa, ne jejo bora, ne jejo grmičevja, ker te živali niso namenjene prehranjevanju, ampak so namenjene zdravljenju s spiriti. Mi imamo en kup rastlin na planetu Zemlja, ki jih človek ne konzumira. Kaj je namen teh rastlin za človeka? Nosilci spiritov so, najmočnejših zdravilnih energij. To je človek na tem planetu rekel, ja, zelo zdravilne so kumare in zelo zdravilna je špinača, ampak hrast, vrba, sekvoja, nekaj grmičev je tam za bajto, pa ni dobra rastlina. Ti v bistvu ne vidiš, kaj se dogaja na planetu, ker najmočnejše zdravilne rastline so ravno te zdravilne rastline, v katerih človek na prvi pogled ne prepozna zdravilnosti, ker te rastline nosijo spirite v sebi. Spirit, varuh rastline, je duša rastline. To je duhovno bitje, ki je inkarnirano v rastlini in deluje skozi njo. In to je duhovna energija duše. In ta duhovna bitja delujejo na frekvenci 5. dimenzije in posedujejo iste sposobnosti in inteligenco, kot jo ti kot človek vidiš v angelski sferi. Ker, ko imaš angelska bitja, ne, in rečeš, joj, nadangel, Rafael ima hudo sposobnost zdravljenja. Angeli so toliko močna eterična bitja, oni so toliko napredni, oni so toliko močni, Merlin, Gaia, Kuan Yin, Buda, Morgaine, vsa ta duhovna bitja so toliko energijsko močna. No, iz teh nivojev prihajajo spiriti, duše, ki se naselijo v fizično telo neke rastline in delujejo preko nje.
In ti spiriti, te duše lahko predstavljajo posebne napredne zavesti planeta Zemlja. To pomeni, da lahko izhajajo iz Gaje, tako kot Amazonija. Ne? Amazonija, na primer, je del zavesti Gaje, je duhovna boginja, ki se je dobesedno rodila iz Gaje in je taka zelo močno duhovno bitje, ženska energija, ki je sposobna nenormalno močnih zdravljenj. Lahko se pa napredna bitja iz visokih civilizacij inkarnirajo v rastlino. In to dela zelo velika Sirius. Siriusova duhovna bitja, Siriusovi duhovni vodniki se zelo velikrat inkarnirajo v kakšno rastlino, sicer za kratke mikroinkarnacije, in zdravijo preko njih. Naprimer, je neko drevo sred vasi, v kateri ljudje zbolevajo, in pač stoji, in potem Sirius se inkarnira, sirijanske vodnike se inkarnirajo v drevo in njihovo biološko inkarnacijsko telo je v bistvu v tem primeru zdaj drevo in preko drevesa zdravijo vas. To na primer so naredili s Černobilom. Ko je bila eksplozija v Černobilu, je bila zaradi kontaminacije cel Černobil in vsa širša okolica nebivalna. In potem so zaprli mesto Černobil. In potem so se začele rastline v tem Černobilu zelo močno razvijati. No, veliko rastlin, dreves, grmičevja in trave v Černobilu so se inkarnirala visoka napredna bitja iz civilizacij, kot so Sirius in podobne, in so začele zdraviti naravo in so začele zdraviti živali in preprogramirati elektromagnetno polje z svojimi vplivi, z svojimi zdravljenji. Ne? To je ena taka zanimiva stvar, en tak primer, ki se je zdaj nazadnje dogajal na Zemlji. In zanimiva stvar je, da s svojo energijo lahko spirit, ki vibrira na nivoju 5. dimenzije, dominira fizično frekvenco telesa. In zato lahko spirit, če delaš s spiritom rastline zdravljenje, dominira zavest fizičnega telesa in sproži zdravljenja, ki na fizičnem nivoju za fizično telo prej niso bila mogoča. To je tisto, kar ljudje ne vejo o Amazoniji. Ljudje probajo skozi zdraviti svoje telo z fizičnimi rastlinami in z ekstrati iz fizičnih rastlin. Ampak to je najbolj blaga, najbolj šibka oblika zdravilne energije. Ko ti začneš zdraviti človeka s spiritom rastline, svete rastline, rastlin, ki se jih ne je, je ta energija toliko močna, da dominira biološko telo, da prepiše biološko telo. To je tako kot starš in otrok. Imaš ti 2-letnega otroka in noče iz trgovine, ker hoče v trgovini igračo. In starš reče, ne bom ti kupila igrače, reče mama. In otrok, jaz bi imel igračo. In mama reče, ne, greva v avto in gremo domov. In če se mama odloči, da bo šel otrok iz trgovine, ga bo naredila kaj? Prijela ga bo za roko, ga dvignila in ga bo odnesla v avto. Otrok nima šans, da dominira mamo. Mama, če otrok noče sam hoditi, ga bo pač dvignala in ga bo odnesla iz trgovine. In tako deluje spirit. 5-dimenzionalni spirit v rastlini je tako močen, da avtomatsko dominira prepis, 3D zapis v bioloških celicah. In telo nima druge, kot da se mu prepusti. To je pa moč Amazonije. In amazonski terapeut ni terapeut, ki dela z energijo C-vitamina s paradižnika, ampak je nekdo, ki upravlja spirit svete rastline in z njim dela stvari, za katere ljudje pravijo, da niso mogoče. In to je tisto, kar rabiš ti vedeti kot amazonski terapeut v osnovi, primarno. Ljudje so ves čas na Zemlji uporabljali fizična telesa rastlin, brez kakršnekoli aktivacije njihovih spiritov. Pa večino časa uporabljajo telesa rastlin, ki v sebi ne nosijo varuhov. Večino časa ljudje delajo z rastlinami, ki nimajo varuhov v sebi. Pa, naprimer, ekstrakt goji jagod ima pozitiven učinek, ampak na nivoju nižje zavesti. In če želiš za čudežna zdravljenja, kot jih delajo angeli, potem moraš aktivirati spirite v rastlinah. In užitne rastline so dobre za nas, niso pa čudežne za zdravilne metode. In naj ti razkrijem eno skrivnost. Vse, kar je više frekvenčno na planetu Zemlja, ni več biološko užitno, je pa energijsko užitno.
Vse, kar ima ful visoko zavest na planetu Zemlja, ni užitno biološko. Zato ti kristalov ne ješ. Zato ti leva ne ješ, ker ljudje jejo živali, ampak samo nekatere. Katere živali ješ? Tiste, ki imajo nizko frekvenco. Katere živali ne ješ? Niso užitne. Tiste, ki imajo visoko frekvenco. Zato zelo malo ljudi je slone. Zelo malo ljudi je leve. Mislim, ne je, levo se ne je orlov. A ne? Katere živali pa se je kokoši. Puj se na vse zadnje. Gaja sicer pravi, da se dobenih živali ne bi smeli jesti. Do tega pridemo na nadaljevalni stopnja, zaradi tega, ker so vse živali nosilke frekvence, ampak pustimo zdaj to, jaz sem ti hotel dati sem neko primerjavo, ne, jaz itak ne jem nobene živali, ne jem mesa, ampak hočem ti sam povedati, da tudi v živalskem svetu imaš to različno frekvenčnost. Ne? In nekatere rastline, vse tisto, kar je na Zemlji najviše frekventno, ni užitno biološko. Ker ni namenjeno temu, da bo primarno, primitivno gradilo neko biološko telo, ampak ima veliko večji namen. Nek hrast v gozdu, njegov namen ni, da ga poješ, ker zato ne rabiš neke visoke zavesti, tako kot ima neka solata. Smo jo posadili, obstajam zato, da me bo zdaj nekdo pojedel. Kiro hudo življenjsko poslanstvo. Ja, saj je pomembno življenjsko poslanstvo, ampak je mikroživljenjsko poslanstvo. Hrast, njegovo življenjsko poslanstvo je, da bo 1000 let rastel v gozdu in bo guardian gozda in bo zagotavljal zdravljenje 5000 živalim. Večji namen je kot to, samo da postaneš C-vitamin, ne, v telesu nekoga. Zato energijsko više frekvenčne stvari niso več biološko užitne, so pa energijsko užitne. Kar je pa glih kontra, da nekatere stvari, ki so pa biološko užitne na Zemlji, imajo pa zelo nizko frekvenco. Kar smo zdaj videli pri korenju. Korenje je super rastlina, super stvar, ampak ima eno izmed najnižjih frekvenc rastlin. Ima korenje. Ful ima nizko frekvenco v primerjavi s hrastom. Ne, zato ga lahko ješ. To je ena taka, glih kontra je, glih ena taka zanimiva stvar, ko imamo Amazonijo narejeno. In zdravljenje s spiriti lahko pade v vodo le, če človek oziroma človekova duša zavrne zdravljenje. Torej, duša vibrira na isti ravni kot spirit rastline. Tvoja duša vibrira na isti ravni kot spirit svetih rastlin. In neko zdravljenje ni funkcionalno, ne funkcionira za nekega človeka samo takrat, ko duša reče ne želim ozdraviti, ker je to moj way out oziroma izhod iz inkarnacije. Ali pa duša reče ne dovolim zdravljenja nekemu spiritu zaradi tega, ker moja inkarnacija na Zemlji zelo izkuša samo odgovornost. Fighting, ker je neka karmična lekcija v ozadju. Tako da zdravljenje spiriti ni uspešno samo, če duša ne dovoli zdravljenja, iz kakršnega koli razloga. Če pa duša dovoli zdravljenje in v večini primerov ga, zaradi tega, ker je to način duhovne rasti za inkarnacijo na Zemlji, potem moraš vedeti, ko imaš ti frekventno odprtega človeka, ki ne blokira za svojim zemeljskim umom in komplicira, lahko tak človek ozdravi z spiriti svetih rastlin karkoli v svojem biološkem telesu. In to je razlog, zakaj sem jaz, ko sem prvič se začel pogovarjati z Gajo o Amazoniji, dobil mravljince, ker je Gaja rekla, končno boste po več 1000 letih v moderni družbi začeli znova uporabljati sveto spirit medicino, katero so v preteklosti uporabljala daljna plemena in nekatero daljna plemena na Zemlji še vedno uporabljajo, ampak moderni človek ne več. In duhovno odprti ljudje in ljudje, ki nimate aktivnega ega, ki vam bi rušil vaše telo, boste lahko s temi spiriti ozdravili karkoli boste želeli v svojem življenju. In to je ena izmed stvari, ki je meni absolutno zavibrirala takrat, ko je prišla ideja o Amazoniji. Telo se bo vedno uklonilo zdravljenju spirita, ker je spirit toliko naprednejša frekvenca od telesa. In tukaj imaš eno sliko na strani 12 drevesnega spirita. To je tako dejansko spirit energije drevesa zgleda. Mi vidimo samo ljubje, mi vidimo samo
liste, mi vidimo samo veje, ampak znotraj tega drevesa je spirit, je globoka, bogata duhovna energija in tako zgleda v resnici drevo, če vidimo spirit njegov. In tukaj sem ti hotel dati ta uvid v energijo spirita, zato da boš imela biološki občutek, kaj so rastline na zemlji. In drevo zgleda tako, ko greš v gozd, je drevo tako vidno v osnovi. Živali vidijo tako drevo, Gaja vidi tako drevo, ne tako kot zemeljske oči človeka. Ne? Tako da poglej si sliko na strani 12.